Put your head up, play! Jojo, živijo, lep pozdrav vsem, jaz sem Matej. V tokratnem podcastu pa se nam je pridružil David Tof Turšič, nekdanji igralec ameriškega nogometa in tudi trener ljubljanskih Silverhawksov, sicer pa že dolgo časa podrobni spremljevalec in ljubitelj kolesarstva. Zato je beseda tokrat tekla seveda o fenomenalnima Rogliču in Pogačarju, njunih možnostih na letošnjem turu, možnostih Slovenije, da letos na olimpijskih igrah morda poseže po kolajni in pa seveda tudi bolj na široko o kolesarstvu, bolj specifično tudi o kolesarstvu v Sloveniji, zaledju, podmladku, potencialu tega športa, ki seveda je v zadnjih letih z Rogličem in Pogačarjem tudi v Sloveniji pridobil ogromno novih navijačev. Upam, da bo tale podcast vreden vašega časa in poslušanja. Če bo pa temu tako, bi vas pa samo zaprosil, če lahko podcast všečkate in se naročite na naš YouTube Sportinfo.si kanal, če tega seveda še niste storili, ali pa to storite na tisti platformi, kjer nas sedaj poslušate. Spotify, SoundCloud, Apple, prisotni smo na vseh večjih platformah in na vseh platformah bomo veseli vaših všečkov, naročnin in seveda tudi komentarjev. To je to, zdaj pa da ne bom zgubljal časa, gremo kar veselo na delo in pogovor z Davidom. Živijo, David. Živijo. Davida sem spoznal na Twitterju, kjer tvita o športu, kolesarstvu predvsem, ampak tudi NFL-u, o katerem sva zdaj govorila pred snemanjem tega podcasta, mogoče še več kot o kolesarstvu, ampak tokrat bo se posvetila predvsem kolesarstvu, ki ga David že zelo dolgo spremlja. Na Twitterju mu lahko sledite pod @hrastnikov. Tam boste našli njegova razmišljanja o športu, pa tudi, David, moram reči, tisto, kar je ena od najboljših stvari na Twitterju zadnje čase, vaših 10 mladičkov, nekaj tednov starih grejsterjev, tako da ne boste našli samo zanimive tvite o športu, ampak glede na to, da sva o mladičkih in vseh mogočih stvareh govorila pred podcastom, lahko greva zdaj kar na najino topiko. Pa sem mislil, da bi lahko kot izhodiščno točko uporabila eno zanimivo izjavo Davida Millarja, nekdanjega profesionalnega kolesarja, ki je ta šport opisal s temi besedami. Bike racing is very much sadomasochism. Now you're hurting yourself, but normally that's in order to hurt other people, to weaken them, to beat them. The best professional cyclists are the ones who can suffer more and go deeper. David Millar, David je povedal, da je kolesarstvo sadomazohizem, da mučiš sebe, zato da lahko izmučiš nasprotnika in zmagaš, in da so najboljši profesionalni kolesarji tisti, ki imajo največjo toleranco za bolečino, ki lahko največ trpijo. Ta neverjeten napor, ki ga lahko kolesarji prenesejo, ki meji že na meje nečloveškega. Kaj pa tebe najbolj zanima pri kolesarstvu, David, in kje so tiste stvari, ki so tebe pritegnile? Ja, te borbe, to so verjetno vsem všeč, ampak mene je pritegnilo, da je to ekipen šport, ki ima zadnji tudi ekipno taktiko in da ni vedno samo, kdo je fizično najbolj sposoben trpeti. Načeloma trpijo vsi, to treba vedeti. Tudi če greš na rekreativno tekmo, tiskaj prvi ali pa unkaj 10, oba sta trpela. Samo od eni šel hitrejša, ne? Pa mogoče je en bil sposoben dalj časa res trpeti. Drugače pa taktična stran tega športa me je tako fascinirala, ker ni bilo samo kdo ima boljše noge, ampak je zadnji še marsikaj drugega. Ta taktična komponenta je zelo zanimiva. Mislim, da mnogi ne razumejo, kako pomemben je ta taktičen in ekipen element. Ja, ekipa je skoraj tako pomembna, kot najboljši kolesar. Res, da na koncu najboljši mora imeti noge, da gre s prvimi, ampak vse ostalo prej pa praktično ostali kolesarji v ekipi pomagajo. Ne? Se pravi, do teh, bom rekel, običajnih stvari, da pripeljejo bidone ali pa da držijo za vetrje, ampak tudi pozicioniranje potem to, da pošljejo svojega kolega iz ekipe
v napad, da njim zadnji ni treba nič delati, v narekovajih nič delati, da se vozijo v grupi. In tle je pol veliko takšnih preigravanj, kdo je v begu, kdo narekuje v glavnini tempo. Vsak vat pa šteje, pač v žargonu kolesarskem se reče metek, vsak patron, ki ga porabiš, ti na koncu lahko zmanjka. Zato je to pomemben, kdaj se lider ekipe pelje spredaj na vetru ali pa je skozi skrit zadaj. Ker vsakič, ko on pokrije napad ali pa interval, je porabil določene vate, ki bi mu ostali za na konca. In če imaš ti dobre kolege, ki pokrivajo namesto tebe to, tebi ni treba. To je pa tako, recimo, če ti pošlješ kolega, da pokrije napad, ostale ekipe ne pričakujejo od tebe, da boš delal, ker je iz tvoje ekipe spredaj. In se smatra, kot da ima on možnost za zmago namesto tebe in je to, kot bi rekel, en izgovor, da se ne pričakuje od tebe, da pomagaš, tako bom rekel. Prebral sem, da dirkač v sredini pelotona porabi tudi do 40 ali 50% manj energije, ko si govoril o teh vatih. Torej, to res ogromno razliko lahko naredi. Ja, razlike so velike. To že na rekreativni vožnji, če je skupina, je veliko lažje se zadnji peljati kot pa spredaj. To se že pri dosti sorazmerno nizkih hitrostih pozna. Medtem ko profesionalni peloton oziroma pač grupa na teh velikih tekmah gre pa še hitrejš in upor gre pa na kvadrata, na kubik celo. V glavnem upor se s hitrostjo zelo povečuje in pri njihovih hitrostih je zelo pomemben, da se čim dalj skrivaš. Ta taktični aspekt je za zmago, tako kot si povedal, končno zmago, tako pomemben kot sama vzdržljivost kolesarjev, sama kvaliteta kolesarjev, brez tega ne gre. Ampak to trpljenje, o katerem je David Millar govoril, ta sadomazohizem tega kolesarjenja, poslušal sem enega zdravnika enkrat govoriti o tem, kakšne posledice na telesu človeka pusti tak napor, kot je recimo Tour de France. Koliko ne samo mase, mišične mase izgubiš, ampak zmanjša se ti gostota kosti po taki dirki. In tukaj res govorimo o nekih nečloveških naporih. Ja, se tudi recimo ta poraba energije, ker so etape tukaj zapored si sledijo toliko časa, to pusti na telesu posledice. In recimo Tyler Hamilton je uničil zobe. On ima zdaj umetne zobe, ker je svoje prave zobe zgrizel. On je škrtal zobmi med vožnjo, ko je trpel. Toliko, da si jih je polomil, kot zanimivost recimo. To nazorno pove, za kako neverjetno trpljenje gre pri tem kolesarjenju. In dva Slovenca, ki ravno, ne vem kako bi rekel, David, odlično trpita, imata izjemno visok prag bolečine. Kaj je s tem Rogličem in Pogačarjem, David? Razloži mi fenomen teh dveh neverjetnih kolesarjev. Zdaj tako, drugače njune zgodbe so zelo različne. Pogačar je recimo ena paralela, bom rekel, z Dončićem. Trenerji so vedeli, da ima sposobnosti in se pač samo stvari mogle poklopiti. Govorim, on individualno, da je v pravo smer odrastel oziroma imel neko željo. In to, da je osvojil lani Tour, je bilo tako. Primerljivo sem razmišljal, kot da bi Dončić že letos bil prvak lige NBA. Tako nekako se mu je zgodilo. Z malo slabšo ekipo, stvari so se poklopile prej, kot je tudi moje sam pričakoval. Medtem ko Roglič je pa čisto druga zgodba. To je pa zelo redko, da pač športnik zamenja šport in tam postane ne odličen, ampak najboljši na svetu, recimo. To pa sploh ni prav veliko takih v zgodovini, se mi zdi, ki bi tako zamenjali šport, pa potem prav dominirali. Nizozemci so imeli te primere, ko so šli recimo hitrostni drsalci na kolo ali pa kontra, ampak vse je treba vedeti, da te fantje so v mladih letih oba športa trenirali, ker pri Rogliču tega ni, ali pa če bi dal primerjavo, Jordan je šel igrati bejzbola. Zamenjati toliko močno šport je težko, ampak vsem Jordan je kot otrok igral bejzbol. On je treniral bejzbol verjetno na high schoolu in tako naprej. Medtem ko Roglič nima kolesarske zgodovine.
Tako da take primerjave jaz ne poznam čistočen. No. Ni, in Jordan ni igral v Major ligi bejzbola, ampak v eni nižji ligi in ni bil dober. Ko si omenil pri Rogliču ta prehod iz skokov na kolesarjenje, kakšne paralele bi ti tukaj potegnil in kako misliš, da mu je to pomagalo, če mu sploh je? On je osebno rad, vsaj kakor pravijo, imel aerobne športe v smislu, da je šel pred treningom odlaufat, rad je šel na kolo. Mislim, da je prej se razlagal, da je v Planici že takrat vsak jutr je šel on odlaufat. Ko so ostali vedeli, da imajo kondicijo, so se bali naslednjega dne, on je komi čakal, da so šli laufat na Tromajo pa tako naprej. In eno željo do takih športov je očitno imel že prej. Sigurno je pa ta priprava oziroma to, da je on toliko let treniral skoke, pripomogel k temu, da je hitreje se adaptiral za kolesarjenje. Ker njegovo telo je bilo vrhunsko pripravljeno. Njegova psiha je bila vrhunska. Skakalci ogromno vlagajo v razvoj športnikov oziroma fantov. Malkešen šport je tako podprt iz stroko kot skoki ali pa nasplošno smučarija. Potem se pa že kar hitro padejo, katere zveze imajo te povezave do vseh laboratorijev, do fakultete za šport, tako močne, kot ima to smučarska zveza. In tudi budžet je tam na takem nivoju, da si to lahko privoščijo že zelo z mladimi športniki, tudi zaradi števila športnikov. Če damo primerjavo, v nogometu je to malo težje. Vse mlajše dečke spraviti na testiranje v nogometu v Sloveniji je nemogoče, čist logistično. Medtem ko tistih 50 fantov, recimo, se pa že da potestirati. In zato so recimo pri Primožu poznali, da je on imel odličen ta razvoj atletskih sposobnosti, lahko temu rečeva. In verjetno, oziroma neverjetno, že pred tem izjemne predispozicije ravno za vzdržljivostne športe. Ja, te predispozicije, sigurno jih je imel. Veliko je pa tudi pri teh skokih, ker oni ogromno delajo na aktivaciji mišic. In tudi pri vzdržljivostnih športih potrebuješ aktivirati čim več mišičnih vlaken, ker skakalci delajo to zelo na takim sistematskem razvoju. In on je imel to prednost vprašanje, če bi jo v kolesarstvu dobil tako osnovo dobro, kot jo je pri skokih. Tako da verjeten je bolj napredoval kot skakalc v tistih mlajših kategorijah, kot bi pa kot kolesar. Njegov vzpon potem, ko je presedlal na kolesarstvo, je naravnost neverjeten. Ali misliš, da je njegova pot povsem nek unikum, ki se ga ne da reproducirati? To se reproducirati ne da. Sigurno pa pomaga, če se dela na mladih športnikih bolj bazično, kot pa usmerjeno konkretno v športe. To delajo klubi tudi, po mojem mnenju, napako v Sloveniji, ki prehitro začnejo usmerjati otroke v dejanski šport, katerega je klub namenjen. Velikrat bilo bolj, da bi do 12 leta igral čist drug šport. Recimo tenisači imajo odličen footwork in če dobiš v košarko pri 12 letih nekoga, ki do 12 leta ali pa do 14 leta treniral tenis, je svetlobna leta naprej od svojih kolegov. In enako je bilo tle pri Rogliču. On je določene stvari usvojil, ki jih verjetno v kolesarstvu nikoli ne bi. Je pa to unikum. Reči, da zdaj pa peta vsi otroci trenirati skoke, da boste dobri kolesarji, to se ne da. Je pa po drugi strani tudi Pogačar. V Sloveniji, kolesarstvo je na zadovoljivem nivoju za mlade. Imajo opcijo trenirati, ni pa to ustrojka preko namensko delamo kot nacija za dobre kolesarje. Ampak vmes se skristalizira tisti talent, ki pa spet pride na toliko let. To so generacijski talenti. Zato sem tudi rekel, da je Pogačar nekje paralela z Dončićem. Tukaj mislim, da je to zelo zanimiva stvar, ki si jo povedal, se strinjam. Je prednost, če se otrok v mlajših letih ukvarjaš čim več različnimi športi. Primer vidimo recimo, kako lahko kakšni košarkari, ki so v mladih letih igrali tudi nogomet, kako jim to lahko izboljša njihov footwork, delo z nogami, tudi pri košarki. Ja, velikrat se prekmalu usmerja otroke v določen šport, ampak to klubi stremijo k temu, ker so njihove finance, recimo sploh v Sloveniji, pogojene s tem, koliko imajo podmladka, rezultati tega podmladka, govorim rezultati na tekmovanjih. Ni pa toliko teh bazičnih vadb, ki bi poskrbele za osnovni razvoj, ker določene stvari se lahko, taktične postavitve je brezpredmetno učiti 10-letnika, ker prvič jih ne dojema na takem nivoju, kot bi jih mogel, da bi bilo to učinkovito. Drugič pa to samo namenjeno dobremu rezultatu te selekcije.
Bolj pomembno je, da delaš ti na eni bazi pa osnovah. A ne? Ko si omenjal delo z mlajšimi pri Pogačarju, tudi v kakšni meri je on produkt slovenskega kolesarstva, če tako rečem, dobrega dela v mlajših kategorijah, v kakšni meri gre pa tudi pri njem za fenomen, kot si ga primerjal z Dončićem? Ja, Pogačar je šel po celotni, bom rekel, ustroju kolesarstva. Tudi prihaja iz krajev, ki so močni kolesarsko. Treba pa vedeti, da imamo strokovnjake, ki so na svetovnem nivoju. In ko rečemo, da praktično slovensko kolesarstvo nima za Rogliča recimo zaslug, ni čisto res, ker Primož je hitro dobil, bom rekel, telefon od trenerja. Dosegel eno fazo, to niso neke druge sfere. In tudi tle so Primoža pol hitro vsaj delno vzeli pod okrilje, da so mu pomagali. Res, da ta prvo še malo skeptično, ampak ni bil čist brez pomoči. In to je ena prednost, bom rekel, te majhne skupnosti, bom rekel, da pač trenerji se med sabo poznajo. Ko prideš na rekreativni maraton, je ziher tam ali trener ali vsaj nekdo, ki pozna, hitro prideš do kogarkoli v Sloveniji glede kolesarstva. Ja, vsi poznamo vse. In tudi recimo Roglič je prvo kolo kupil od Hauptmana, ki je selektor zdaj. In tukaj je kupil kot amater, bom rekel, praktično. Zato je ta majhna ekipa, domačnost, včasih tudi prednost pred velikimi nacionalnimi ustroji za kolesarjenje. Pa Pogačar, kakšne zasluge bi ti tukaj dal slovenski šoli in trenerjem pri tem, da je osvojil Tour de France? Zdaj tako, v prvi fazi so pri nam vedno dobro delali z mladimi. Že prejšnje generacije je normalno, da na tako število kolesarjev ali pa mladih fantov ne moreš dobiti vsako leto novega zmagovalca ali pa novega profesionalca, ki bo zmagoval dirke. Ampak že prejšnje generacije so imele odlične kolesarje, ki pa mogoče še niso poznali vseh poti v najboljše ekipe, bom temu rekel. Zelo so se mogli dokazovati v tujih ekipah, preden so dobili priložnost v tuji ekipi. Medtem ko zdaj si pa en drugemu odpirajo vrata, tako bom rekel. Če to ponazorim, recimo Hauptmann, ki je bil v italijanskih ekipah in je bil vesel, če dobil sploh dovoljenje, da gre v beg, kaj šele, da gre na svoj osebni rezultat. On je zdaj direktor UAE, oziroma športni direktor UAE s Pogačarjem. Se pravi, en mlad fant, ki Hauptmanna lahko sreča tamle na rundi v Sloveniji, ima stik s tem športnim direktorjem tuje ekipe, ki pa ima vzvode, da pripelje potencial v to tujo ekipo. Tako da iz tega vidika ta generacija ima boljšo prednost. Če se bo gradilo na tem, bodo naslednje generacije imele potem še večjo prednost, če bo še več. Jaz sem prepričan, da to sploh ni strahu. Že iz Pogačarjem pa iz Rogličem bo zdaj vsaka ekipa premislila, spet Slovenc, zdaj imamo priložnost, mogoče pa bo. Mogoče bo pa tudi on podobno. In že z tega vidika mislim, da prihodnost je. To, da pa recimo rečejo, da podmladka ni, to pa pomeni, da zdaj 2-3 leta mogoče ni talenta, ali pa, ki bi izgledal talent za zmago v mlajših selekcijah, kar pa ne pomeni, da ga ne bo čez 5 let, ker priložnosti pa so. Torej, te direktori prepoznavajo potem slovenske kolesarje, Slovence kot neko kolesarsko nacijo, zdaj ne na nivoju kakšnih Nizozemcev, ampak misliš, da se lahko zgodi čez 10-15 let, da bi na slovenskega kolesarja mladega gledali tako kot na kakšnega nizozemskega talenta? Vprašanje, če je to množično, tudi ni za pričakovati, tukaj ne moramo pričakovati, da bomo imeli vsako generacijo novo Tino Maze. Taki, govorim, res najboljši pridejo na toliko in toliko let. Drugače pa čisto lahko pričakujemo, da bomo imeli redno kolesarje v Pro Touru in da bodo tudi dobili priložnosti. To je tisto glavno, seveda tukaj govorimo o izrednih talentih, ko govorimo o Rogliču, Pogačarju, Dončiću, Janu Oblaku, Kopitarju, ti si omenil Mazeto. Tukaj govorimo o fenomenih, ki se zgodijo enkrat na 10-15 let, potem je pa seveda vprašanje zaledja, dobrega dela z mladimi, ki lahko določen nivo kvalitete vzdržujejo tudi takrat, ko ni teh izjemnih talentov. To je res. Ampak to se mi zdi, da je nekako utopija, da bomo mi, to je zdaj slučajno, da sta Pogačar in Roglič istočasno v takem vrhu. Zdaj podoben kot v basketu, Dončić je vrhunski, Dragić počasi odhaja, vsaj reprezentančno, in da bomo imeli peterko Dončićev na istem nivoju, ni za pričakovati. In enako je kolesarstvo. Da bomo imeli same Rogličeva, Pogačarje, to ni za pričakovati. Bo se pa vmes najdu in jaz mislim, da tak bo tudi dobil priložnost. Zato, ker
Drug aspekt teh priložnosti je tudi elektronika. Isto je recimo v basketu. Danes ni težko dobiti posnetka nekega fanta. Kolesarji imajo vse na stravi, so vsi parametri treningov tekem. In če so na nekem nivoju rezultati odlični, je čisto vseeno, kje vozi, se ga da najdeti. Včasih Nizozemec ni prišel gledati v Slovenijo kolesarske dirke. Danes pa sploh ne da priti gledati. On samo pogleda Strava čase, pa primerljive čase, recimo enega kolesarja, ki pa bil zraven in mu je vse jasno. Na ta način so tudi Primoža Nizozemci podpisali. On je neki zmagoval tle za Adrio Mobil, parametri so bili vrhunski, niso bili pa čisto sigurni, kaj se dogaja tle v zadju, kako lahko en, ki nikoli ni prej kolesaril, tako dobro. In so ga čisto, probno so rekli, pa dajmo provati. Ja, in to se jim je še kako urestovalo. Ker jaz sem recimo začel Rogliča spremljati 2012, ko je zmagal maraton Alpe tle okoli Kamnika. Slučajno gre mi moje hiše tudi dirka in vsak let gre malo pogledati v živo jih in on je takrat zmagal maraton Alpe in od takrat praktično je demoliral rekreativno sceno. Ljudje so se odjavljali, če se je on prijavil. Tisti ambiciozni, pustimo zdaj maso, ampak tistih nekaj ambicioznih, ki radi zmagujejo te rekreativne dirke, se niso hoteli prijaviti na naslednjo dirko, ker so videli, da je Roglič prijavljen. Takrat se je to začelo z njemu kot rekreativcem. Potem je pa vsako leto probal eno stopničko višje. Zdaj pa mislim, da mu je že skoraj zmanjkalo stopničk, ima še Tour in mogoče olimpijske igre. To je tudi dobra izhodiščna točka za naslednje vprašanje. Lani smo vsi videli, kako se je iztekel na Touru neverjeten zaključek, na koncu slavil Pogačar. Letos ne Pogačarja, ne Rogliča na Giru, ki se zdaj začenja, ne bo, oba dva ciljata na Tour. Potem so še olimpijske igre letos, ampak pejva najprej na tvoje napovedi za letošnji Tour, predvsem seveda iz aspekta ekip obeh Slovencev in dometa Rogliča in Pogačarja tam. Oba dva bosta ciljala na zmago, seveda. Tudi oba imata možnost za zmago. Zdaj, za Pogačarja se je malo stvar spremenila, ker lansko leto so vsaj v štartu smatrali, da je prekmalu za njega, da bi zmagal v smislu sposobnosti. In prvi teden dirke so ga jemali kot enega nevarnega, ampak vseeno outsiderja za zmago. In letos je pa stvar obrnjena in bojo njega gledali non-stop in to vsi. Zaradi tega bo tudi rabil močnejšo ekipo in UAE se dobro pripravil, bo pripeljal na Tour močnejšo ekipo. Tako da prizori iz lani, ko je pač Pogačar samo sledil ostalim ekipam, letos ne bojo več tako pogosti, plus to, da tudi njega bojo v štartu napadali, če se bo to začelo dogajati. Ker lani, recimo, ko je on ostal sam, so ostale ekipe še vedno vozile, kot da njega ni. Medtem ko to se letos ne bo zgodilo in bo rabil pomoč ekipe, da bo stvari postavila na svoje mesto, ko bo prišlo do tega. Roglič je pa lih kontra naredil. Oni so pa ugotovili, da kopiranje Sky Ineos taktike oziroma še prej US Postal taktike z močnim vlakom, ki cel peloton tišijo nazaj oziroma navijajo tempo, da nobeneč ne more, v današnjih časih ne deluje več. To je tako približno kot v košarki, ki se vsake toliko let malo zamenja način igre. Veš, kaj mislim? Trendi v športu. Ja, in tudi ni rečeno, da se trendi pol nekoč nazaj spet ne vrnejo. Tako je približno, ko je igra pod košem v eni generaciji zelo pomembna, potem se preseli na trojko, ali pa če primerjaš NFL, je zelo podobno. Imaš leta, ki se ogromno podaja, potem ekipe naredijo taktiko proti te podajam in potem se počasi igra spet vrača nazaj k teku. In isto je tlele s to mlajšo generacijo, ki se mi zdi, da ima manj blokad glede tveganja. Se to ne obrestuje več, ta defenzivni način vožnje. Tako da mislim, da bo letos Jumbo Visma od Primoža veliko bolj napadalna in nepredvidljiva. In tudi to jim je cilj. Ker drugače, če se greš ti vlak, je taktično zelo enostavno. Biti možno konec močnejši od njihovega liderja. Res, da bo tempo vedno tak, ki bo pasal njemu, ampak če si ti močnejši, načeloma bi mogel na konec biti zraven. Zdaj pa to ne deluje več, ker so te fantje preveč dobri in se vsi pripeljajo zraven v zadnji kilometer, bom rekel temu. Tako da ekipe malo spreminjajo način taktike.
To je ta taktični aspekt, o katerem si že na začetku govoril in za katerega si povedal, kako pomemben je v kolesarstvu in verjetno bo tudi v določeni meri odločil letošnji Tour. Komu daješ več možnosti? Pogačarju, njegovi ekipi ali Jumbo Vismi in Rogliču? Ja, tako, če izvzamemo razne padce in take nepredvidljive stvari, mislim, da je vseeno v prednosti Roglič, ker ima močnejšo ekipo in pa letos bo on skoncentriran na Pogačarja. Ker lani je še v štartu pazil na druge, bom rekel na Bernala, ki pol na koncu sploh ni recimo bil konkurenčen, medtem ko letos bo Roglič čisto usmerjen na Pogačarja. In bi dal njemu malo prednosti, možnosti so tam temno, ampak bi pa dal mogoče malenkost prednost Rogliču. Še kakšno drugo ekipo, drugega tekmovalca vidiš med favoriti? Zagotovo bo Ineos zelo močen na Touru, ker kronometra je letos na francoski pentli ogromno in oni so res močni v kronometru. Mimogrede, misliš, da bo kronometer tisti, ki bo letos odločil na koncu ravno te preizkušnje? Ja, jaz mislim, da na kronometru bo treba biti zraven. Same gorske preizkušnje niso tako težke, tudi kronometer bo odločal in tudi mislim, da se bo tam naredila razlika. V gorskih etapah je stvar lažje kontrolirati, ker ni toliko ciljev na klanec. Tudi zato, da malo prednosti Rogliču, ki bo lani zelo slabo, govorim za njega slabo, pripravljen na kronometre. Zdaj pa v zadnjem času se mi zdi, da tudi ti razni analitiki podcenjujejo Primožev kronometer, zato ker je Pogačar dobil državno prvenstvo in potem še na Touru zadnji kronometer. V resnici je pa Roglič boljši kronometrist od Pogačarja, ne? Mislim, v resnici. Govorim, sam potencial ima Primož boljši na kronometru. Mislim, da je Dumoulin rekel, da Pogačar zgleda, da v smislu, da kolesari kot, da ne zgleda najlepše na kolesu Pogačar, no. Nekaj v tem smislu. Stilske točke, ali kaj? Ja, ne vem pa točno, mi pa zdaj zgledal šlo, s čem ga je primerjal, pač da malo mlati na kolesu, ne. Ker Primož ima pa spet iz skokov izredno gibljivost. Recimo kolesari, sploh prejšnje generacije, so stretchingu posvečali sorazmerno malo časa. Če kdo da je videl ogrevanje smučarskih skakalcev, oni se ogrevajo, ne vem, bom rekel, 1 uro prej se že raztezajo. Smučarski skakalci se raztezajo zelo veliko, tudi njihova ogrevanja bazirajo na tem, medtem ko kolesari temu niso, vsaj včasih niso posvečali toliko pozornosti. In Primož ima tle prednost, ker je zelo gibljiv in na kronometrskem kolesu se to pozna. Ker bolj, ko si usločen, bolj, ko si, bom rekel, skupaj, manj zračnega upora, ne? In Primož ima kronometrsko odlične predispozicije. Je pa lansko leto bil malo slabše pripravljen in to se je tudi pol pokazalo. Torej, tukaj ima potem še rezervo letos in letos na Touru pričakuješ precej več od njega na kronometru. Ja, je pa vprašanje, ker je spet predzadnja etapa, je spet kronometer in tam pa bo imel Primož veliko dela. Ker ne vem, kako je on pripravljen, ker ima kar dostikrat težave z zadnjimi dnevi etapnih dirk. Ali so to padci oziroma padec forme. In jaz mislim, da bo zadnji dan oziroma predzadnji dan kronometer odločil dirko. Te moram vprašati seveda za letošnje olimpijske igre in kakšne so možnosti slovenske ekipe tam z Rogličem in Pogačarjem. Lahko posežemo po kakšni medalji? Zdaj, malo imamo nesreče, da se gleda za olimpijske igre kvalifikacije, se gleda v bistvu sezona 2019. Kar pomeni, da gremo mi lahko na kronometer samo z enim kolesarjem. Čeprav imamo 2 najboljša na svetu, v narekovajih, gremo lahko samo z enim kolesarjem na kronometer. Medtem kot cestna dirka imamo 4 kolesarje, največje nacije pa 5. Če bi gledali lansko letne 2020 ali pa letošnje rezultate in lestvice, bi imeli lahko 2 na kronometru in 5 na cestni dirki. Tako da tle imamo malo handikepa, ker se bo treba odločiti, kdo gre na kronometer. In se zna zgoditi, da na koncu ne bo šel ne Primož, ne Tadej. To pa bi verjetno precej zmanjšalo naše možnosti. Na kronometru mislim, da nimamo možnosti za medaljo. Čeprav je bil Primož drugi na svetovnem prvenstvu, ampak ja. Tista proga je bila specifična, ki mu je ustrezala.
Mogoče bo na Japonskem v Tokiu proga, ki mu lahko ustreza, če bi seveda tam nastopil. To je verjetno neznanka, o kateri ne moreš zdaj spekulirati, ker ne vemo, kakšna bo proga. Ne, progo vemo. Aha, že vemo. Proge so že objavljene in to se ve in so jih tudi že kolesarji sprobali. Tudi vedno se za te največje dirke dosti prej ve trase in vse dirke kolesarji prevozijo najbolj zahtevne dele. Tudi Tour de France, recimo, jeseni že objavljajo traso in to kolesarji vse že prevozijo in sprobajo. No, da se vrnemo k olimpijskim igram. Cestna dirka pa ustreza našim dvema in tudi oba tempirata formo tudi za olimpijske igre. In če ne bo kakšnih izrednih situacij na turu, bosta lahko tam zelo močna. Ker olimpijske igre so zelo kmalu po turu, mislim, da en teden je premora. Imamo pa tudi ostale, Mohorič, Tratnik, Polanc, ki so pa kot pomočniki fenomenalni. Tako da naša ekipa bo zelo močna. Je pa olimpijska dirka ena specifika, ker nobena ekipa ni velika po številu kolesarjev. Če da primerjavo, je tako, da bi rekel, igraš basket 5-5 v ligi, potem greš pa 3-3 na en koš. Mrzkašna akcija ti ne pomaga več, tako da olimpijska dirka je dosti nepredvidljiva, poleg tega je to še enodnevna dirka, rabaš tisti dan imeti dober dan, mislim pa, da z dvema smo lahko zraven v zaključku, potem pa je to loterija. Pa še za konec, sicer imamo tukaj še ogromno stvari za podebatirati, ampak nam že malce zmanjkuje časa in upam, da se mi boš lahko še na kakšnem prihodnem podcastu pridružil. Predvsem tale NFL debata, ki smo jo imeli, je bila tudi zelo zanimiva, pa mislim, da bi bil kakšen podcast na to temo zanimiv. Ampak za konec sem te hotel še vprašati, ker so seveda dosti govorila o Rogliču in Pogačarju. Kdo so pa tisti potencialni, ne bom rekel Rogliči in Pogačarji, ampak tekmovalci, ki bi v naslednjih letih morda lahko v velikih ekipah igrali pomembne vloge? Ja, zdaj tako potiho se še vedno čaka Mohoriča, ki je bil mladinski svetovni prvak, pa potem U23 svetovni prvak. Se še vedno nekako na njega čaka, da naredi nek preboj, ampak on je specifičen kolesar in rabi specifično progo. Prav mlajših zadnjih pa trenutno jih niti jaz ne poznam, pa tudi da ni prav veliko podmladka. Sam se pravim, moramo vedeti, da Pogačar je mlad, on bo imel kariero še zelo dolgo. Kolesarji včasih so prihajali v formo šele pri 30 letih. Govorim, za največje dirke so zmagovali šele pri 30 letih in se nekako smatrali med 28 in pa 35 so optimalna leta. Tako da težko reči, če imamo kaj mlajšega, ker imamo Pogačarja, ki je zelo mlad, pa že zelo dober. Tako da jaz mislim, da preden bo on rekel zadnjo besedo, bojo tudi še mlajši imeli čas se razviti. Tako da treba biti potrpežljiv. Je pa recimo Mohorič ima ves potencial za odlične rezultate in tudi zdaj, ker gre na Giro, bo 15. etapa s ciljem v Gorici. Kar mislim, da bo, če bo razpoložen, bo probal nekaj narediti. Kakšen misliš, da je njegov domet na Giru, ne samo na tej etapi, ampak na celotni dirki njegove ekipe, njegova vloga v ekipi, tako na hitro še za konec? Ja, jaz mislim, da on bo imel možnost etapnih zmag, oziroma mu bo dal proste roke na določenih etapah, da proba zmagati etapo. Ni pa on kolesar, ki bi šel na generalno razvrstitev. In treba tudi vedeti, da ni vse v generalni razvrstitvi. Trenutno imamo mi Pogačarja pa Rogliča, ki sta, niso pa to vedno cilji vseh kolesarjev. In tudi to, da zmaguješ ali enodnevno ali pa šprinte, je lahko nekomu super interesantno. In mislim, da bo on tle probal določene etape in mislim, da je 15. etapa s ciljem v Gorici taka ta prava za njega. Tudi čez Goriška brda so neki manjši klanci, ki bo naredil dirko dosti težko in bi lahko dosegel dober rezultat. David, najlepša hvala, da si vzel čas, ko bo konec Gira pred turom mogoče. Upam, da se mi boš lahko še enkrat pridružil. Ja, lahko se slišva po Giru oziroma pred turom, kakorkoli bo čas dopuščal in se slišva brez problema. Super, se že veselim naslednjega pogovora in kot sem rekel, morda tudi kakšen podcast na temo NFL-a, ker kot nekdanji igralec in trener za ljubljanske Silverhawkse tudi tukaj imaš ogromno znanja in mislim, da je tudi to šport, ki ima tudi pri nas svoje navijače, ne toliko kot kolesarstvo, zato seveda ta tema bila tokrat prioritetna, ampak tudi o tem bo mogoče, če boš seveda lahko kdaj rekla kakšno besedo.
Možno, ja, seveda. Super. Najlepša hvala, David, in se slišiva. Hvala lepa za povabilo. Ni za kaj, živa. Lep pozdrav.